Kočije so brez dvoma nekaj posebnega, so del naše zgodovine tu in zdaj in premalo jih cenimo. Podobno kočijo, na kateri se je dogajal intervju, so nekoč izdelovali na Poljskem. Ta bolj varna različica, ki ima hidravlične zavore, pa prihaja iz Nemčije. Zdaj vsak glorificira vozilo, ki je 25 let staro in to je za njega že zgodovina in kultura in ne vem kaj vse, ne? Čeprav je daleč od tega. Ampak dobro, jaz sem pa rekel, kaj pa kočije, kaj pa vozila s konji, ne? Ker imam konje. In nisem se mogel osredotočiti na ostala vozila, ne? Ampak sem se osredotočil na kočije, da sem rešil te kočije pred propadom. Ne? Ker pri nas kočija je bila simbol buržoazije, ne? In ker so mogli, tam so kočije razrezali, kot se recimo zgodilo v Dornavi. Ne? Jaz pa kar sem mogel, sem ohranil in istočasno iskal genezo teh kočij. Se pravi, odkot so, kako so nastale, koliko so stare, ne? Kakšni so materiali. Ker vidite, naše kočije so vse obnovljene, niso popolni original. Ampak kjer smo mogli, smo šli, pa smo originalno obnovili ali kolo, ali kar kot, ne, tapicirano in tako naprej. Ne? Skratka, kočije so del naše zgodovine. Naše muzeje veliko manj zanimajo kočije kot v tujini, vseeno pa se je dogovoril, da jih za nekaj časa postavi v arboretum Volčji potok. Poleg kočij pa ima naš sogovornik tudi smisel za humor in pa možnost, da lahko živi v Piranu, Ljubljani in Bratislavcih. Imam srečo, da živim samo na 3 krajih, nimam pa 3 žena. Ne? To je res... Zdaj ne vem, bi jaz na intervju povabila še ženo, ker vseeno zgodbo potrebujem obe strani. Boste videli, je zelo gostobesedna. Ne? Jaz sem, hvala Bogu, že malo gluh in tako, da ne slišim vsega. To je moja sreča po svoje. Ne? Ja. Z ženo si delita ljubezen do glasbe, čeprav prizna, da je na svoji prvi operi zaspal. Aktivnost pa je tisto, kar priporoča vsem, ki bi radi dočakali prijazno starost. Kot ekonomist je bil svetovalec v 16 jugoslovanskih bankah, zagovarjal je ekonomijo in ne politiko, je soustanovitelj Trstenjakove ustanove, predsednik društva generala Maistra, domoljub, ljubitelj živali in narave. Pomembno vlogo v njegovem življenju pa je imelo prijateljstvo s Trstenjakom. Trstenjak je vedno rekel, prvi, ki smo ponosni na to, ker imamo dobre konje, ker imamo dobro vino in ker imamo radajnerja, kot on rekel. Posebno rad se je pelil z mojo ženo, ne vem zakaj, ne, če je bila ona... Ja, se lahko mislimo, ne? To mi je bilo sumljivo. Ne glede na to, da je bil v celibatu. Tu smo se pohecali dosti. Z njo se je izredno rad pelil in smo ga peljali kamorkot in smo ga peljali tudi sem na posestvo. Mislili smo, da ga bomo zelo razveselili, ko smo zaprili konje, da se bo s konji pelil. Se pa konj bal, ko vrak križa. Zanimivo, po eni strani ponosno, da po drugi strani pa se jih je bal. Povedal, zakaj? Do živali sploh je imel tak spoštljiv odnos, sicer ampak se jih je bal. Enkrat vem, da so ga povabili na razstavo krav v Ljutomeru. In tam je seveda sedel v prvi vrsti, jaz poleg njega, pa me prevzel roko, pa rekel, Milan, zdaj pa ne vem, a bolj trpi ta krava ali jaz. Aktiven je tudi v slovenskem redu vitezov vina, kjer negujejo kulturo uživanja te slovenske dobrote. Bil pa je tudi med pobudniki zakona o prepovedi kajenja. Ko si enkrat noter v neki strasti, ne, neki navadi, se težko odvadiš. Hvala za pogovor, ker zdaj bi samo še v kadilcih naprej govorili, tega pa jaz nočem slišati. Tega ste se pa bali, jaz se vas vidim. Se bi pa jaz začel vas spraševati. Gospa, povejte mi, koliko let še mislite živeti? Jaz 75, skadila bom 2 škatli na dan. No, če bi bili na mojem mestu, bi bili že na pokopališču. Brez strahu, pogovor se ni spremenil v prepir, saj so se čisto prijateljsko popeljala še s kočijo. Ne sicer v svetlo prihodnost, bilo pa je vseeno zelo poučno. In mimogrede je še poudaril, da nas lahko rešita samo še zaupanje in poštenost, lastnosti, ki jo trenutno precej pogrešamo.